Pa jo imamo. Dvorano v Evropskem parlamentu, ki od danes naprej nosi ime po Slovencu, po očetu slovenske države, dr. Jožetu Pučniku. Ko sem pred 5 leti vodstvo Evropskega parlamenta in Evropske ljudske stranke prvič predstavil to pobudo, s katero sem si prizadeval, da bi delček Unije poimenovali po dr. Pučniku, sem vedel, da ne bo lahko. Navsezadnje je Slovenija majhna država, posamezne dele prostorov v evropskih inštitucijah pa običajno poimenujejo po zgodovinsko najpomembnejših politikih največjih držav. Morda je bila pot od ideje do realizacije dolga, ampak zato je odločitev pristojnih organov v Evropskem parlamentu toliko bolj veličastna. S to odločitvijo, ki pomeni tudi posebno čast za Slovenijo, sta Evropska unija in Evropski parlament dr. Jožeta Pučnika postavila ob bok največjih Evropejcev, kot so Konrad Adenauer, Winston Churchill, Paul Henry Spaak, Robert Schuman in ostali, katerih imena prav tako označujejo posamezne dele hrama evropske demokracije. S to častjo naš največji borec za demokracijo in prepričan Slovenec in Evropejec končno dobiva svoje mesto med velikani sodobne evropske zgodovine. Prav posebej pa sem vesel, da se bodo v tem prostoru, dvorani dr. Jožeta Pučnika torej, še naprej sprejemale pomembne odločitve. Se v njej redno odvijajo pripravljalni sestanki biroja Evropskega parlamenta, v njem zasedajo 3 velike nacionalne delegacije, kakor tudi člani Evropske ljudske stranke iz kar 6 odborov Evropskega parlamenta, med drugim tudi odbora za kulturo. Naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim mojim sodelavcem za prizadevnost in da so ves čas verjeli v uspeh. Predvsem pa vodstvu Evropske ljudske stranke, predsedniku skupine Manfredu Webru in direktorju Martinu Kampu. Že sedaj vas vabim v Evropski parlament na junijsko uradno inauguracijo dvorane, kjer boste imeli priložnost spoznati marsikaterega izmed vodilnih politikov Evropske unije. Lani smo na Trstenjakovi odprli hišo dr. Jožeta Pučnika. Sedaj smo njegov dom simbolno razširili tudi na Evropsko unijo. Dobrodošel, dragi Jože.